V današnjih novicah med drugim svetovna premiera tamburaške opere Ambrož in Katarina. Mirnski občinski svetniki potrdili prvi rebalans proračuna za prihodnje leto. Urejanje kolesarskega poligona v Vidmu. Dober večer. Današnje novice začenjamo z dogodkom, ki ga svet še ni videl. Semiški kulturni center je bil namreč sinoči prizorišče premierne uprizoritve prve tamburaške opere na svetu, nastale pod peresom Gregorja Zagorca. Že dan prej pa so si pred premiero opere Ambrož in Katarina ogledali sponzorji in predstavniki Svetovnega tamburaškega združenja. Verica Marušič. Zgodba tamburaške opere o prepovedani ljubezni med kmetom Ambrožem in grofično Katarino je postavljena v graščino v Belokranjskem Gradcu in temelji na legendi iz 17. stoletja. Vključuje zgodovinska dejstva ter belokranjske ljudske običaje in pesmi, vključno s narodnimi nošami, ki se pojavljajo v obliki kostumov. Iz vseh treh občin belokranjskih smo sestavljali ansambl, ki je predstavljal opero, tako da gre za res belokranjski produkt. Zvok tamburic v rokah članov tamburaškega orkestra Dobreč so tonsko obogatili s pihali in tolkali. 8 priznanim opernim pevcem iz 4 držav pa so se na odru pridružile belokranjske pevke in plesalci. Zaista istorijski događaj da uđe u udžbenike, a da donese veliko zadovoljstvo ovim mladim muzičarima. Občinstvo jih je nagradilo z dolgimi stoječimi ovacijami. Predsednik Svetovnega tamburaškega združenja pa je tamburaškemu orkestru Dobreč in skladatelju, avtorju opere Gregorju Zagorcu podelil posebni priznanji in plaketi. Ova opera, to je jedan ogroman posao. Gregor je sjajan muzičar i ima viziju. Ako ima jedan orkestar koji to može izvesti, ono što je on zamislio, zašto ne? To treba cijeniti, to je ogroman posao. Ja sam toliko iznenađen i impresioniran da mogu da kažem da sam sretan. Ob koncu predpremierne izvedbe pa so bili srečni tudi vsi akterji zgodovinskega dogodka. Predvsem sem zelo srečna, da sem sploh del tega projekta in da so me povabili, ker je zelo posebno peti v tamburice, se res moraš tudi jih občutiti. Tudi muzika, glasbo je Gregor Zagorc zelo lepo napisal. Mislim, da je to tisto, o čemer sva z Gregorjem sanjala 3-4 leta. A mogoče bi lahko pravzaprav rekel, da še boljše od tega, kot sem jaz pričakoval in kako sem si jaz zamislil, ste bili definitivno priča zgodovinskem momentu, tako da je to danes nocoj bilo nekaj neverjetnega. Vsi smo presrečni, da se je to res zgodilo tukaj. Odleglo nam je, zdaj smo zaštartali in zdaj gremo še v 4 ponovitve. Potem pa jih v prihodnjem letu čakajo še gostovanja v Sloveniji in tujini. Kultura je pomemben del življenja tudi v občini Ivančna Gorica. Njen nepogrešljivi člen predstavljajo člani in članice kulturnega društva Godba Stična. Za svoja glasbila poprimejo ob najrazličnejših priložnostih, tako imajo na leto več kot 20 nastopov. Najodmevnejši med njimi je tradicionalni božično-novoletni koncert v Stiškem kulturnem domu, letos je bil že 25. po vrsti. Koncert je vedno dobro obiskan. Številni obiskovalci se ga udeležujejo že 1/4 stoletja. Všeč jim je? Vse, se program, lep imajo program. Še drugi gostje so tudi v redu, ki pridejo. Sine sem prišla pogledati. Vsako leto pridemo, ker veliko mojih sorodnikov igra, pa tudi moja družina je bila včasih, pa že moja družina je bil včasih član godbe, tako da je to kar že vsakoletna tradicija, da pridemo, že odkar sem bila majhna. Zdaj pa pač ohranjamo to, ker mi je prijetno poslušati njihovo glasbo. Letos je bila v ospredju slovenska glasba, zaigrali so tudi nekaj božičnih pesmi in filmskih skladb. Na koncert se godbeniki in godbenice pripravljajo praktično vse leto.
Od septembra zdaj do decembra se malo bolj intenzivno. V zadnjih tednih tudi imamo po 2-krat tudi do 3-krat na teden vaje in uspešno vodimo že vsako leto intenzivne vaje, ki jih imamo zadnje leto v Župnijskem domu v Stični. Stiška godba je bila sicer ustanovljena že leta 1887 in je delovala do druge svetovne vojne. Pred dobrimi 4 desetletji pa je predvsem na pobudo Lojzeta Ljubiča vnovič zaživela. In smo poiskali inštrumente. Inštrumente smo kupili v Ribnem pri Bledu. Bil je en Kavelič kapelnik, jaz sem to vse poznal. To je bil tisti začetek, pomembno je pa bilo, da so bili ljudje. In prav ljudje so zaslužni, da je godba prerasla zgolj lokalne okvirje. 23 let jo je vodila Marta Omejec, ki je tudi ustanovna članica. Smo še 4 ustanovni člani, ki delujemo vse skozi v tej godbi. Z nami delujejo tudi vsi otroci, nečaki in podobno, tako da smo bolj družinska godba. Priključujejo se nam sedaj pa tudi iz glasbene šole Ivančne Gorice. Letos se je godbenikom na koncertu pridružila Eva Kovačič. Čeprav smo še v letu 2019, pa so mirnski občinski svetniki že potrdili prvi rebalans proračuna za prihodnje leto, ki so ga sicer sprejeli že januarja. Po sprejetem rebalansu naj bi se tako prihodnje leto v občinsko blagajno steklo 3,75 milijona, iz nje pa odteklo 4,28 milijona evrov. Za naložbe se bo občina zadolžila v višini 550 tisočakov. Osrednja sprememba, poleg dodanih projektov, kot so črpališče Sajenice, Ekoap, učni park Medeni drevored in nakup zemljišča za izgradnjo novega gasilskega doma ob tako imenovani obvoznici, je zagotovitev slabih 550 tisoč evrov za nakup zemljišča z nepremičnino, kjer bodo uredili novi vrtec. Nakup zemljišča in prostora v samem bivšem Preventu, Bartogu, Tomu, kakorkoli ta prostor imenujemo, je prvi korak za realizacijo pisma o nameri, v katerem smo se obvezali, da bomo to zemljišče oziroma to stavbo odkupili in v teh prostorih potem izgradili nov vrtec, kajti obstoječi je neustrezen, pričakujemo pa v prihodnosti nove občane, nove koristnike vrtca in seveda želimo, da bodo vsi otroci naše občine imeli prostor v novem vrtcu. Kot smo že poročali ob sklenitvi pisma o nameri, bodo na občini počakali na državne razpise, predvsem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, preden se povsem lotijo dela. Če gledamo z očmi, same stavbe, je to, neka kvalitetna konstrukcija, zdrava konstrukcija, ima, svoj raster, svoj volumen, kar pomeni, če mi slečemo vse tisto, kar je nepomembno za industrijo in obdržimo kvalitetno konstrukcijo in to konstrukcijo oblečemo z enim novim plaščem, praktično spremenimo to namembnost. Tako bodo prišli do kakovostnih in potrebnih prostorov, je prepričan. Mirnski svetniki so sicer na seji določili tudi nove cene programov v vrtcu Deteljica. Pri tem so upoštevali izračun, ki pomeni višje dodatne stroške za občino, za starše pa manjše povišanje cene. Tako bodo za otroke v prvem starostnem obdobju plačevali slabih 513 evrov, za otroka v drugem starostnem obdobju pa dobrih 397 evrov na mesec. Naslednje pridobitve se veselijo predvsem tisti, ki prosti čas preživljajo na prostem. V blokovskem naselju na Vidmu v Krški občini so otroci dobili kolesarski poligon. Ureditev je občino stala 45 tisoč evrov. Poligon stoji na mestu nekdanjega doma upokojencev. Z namero so na javni razgrnitvi načrta pred začetkom njegovega urejanja seznanili tamkajšnje krajane. Sicer je bilo potrebno prej urediti precej dokumentacije, ampak na koncu je nekako steklo in sedaj v teh dneh se ta objekt tudi dokončuje in ga bomo dali še pred koncem leta v uporabo. V krajevni skupnosti mesta Krško to pridobitev pozdravljamo, kajti to področje je izredno naseljeno in je veliko mlade populacije in so vedno bile potrebe po različnih
športnih ali pa prostočasnih aktivnosti. Zato pozdravljamo, da bodo lahko tudi mladi imeli kaj početi v naravi in ne samo se zadrževali na tablicah ali računalnikih. Blokovska naselja na svojih območjih nimajo veliko igrišč za mladostnike in otroke, je pa sicer v občini na voljo dovolj organiziranih športno-rekreativnih dejavnosti za vsa starostna obdobja. V krajevni skupnosti pač urejamo igrišča po svojih zmožnostih, kar je 12 se je uredil skupaj z občino, seveda v okviru projekta Mar nam je za skupnost tudi fitness naprave urejamo, tako da bomo nadaljevali vsemi temi aktivnostmi, seveda kjerkoli bo potreba. V novem letu bodo zaključili evropski projekt Mar nam je za skupnost in za njegovo uresničitev mora krajevna skupnost najprej zagotoviti vsa potrebna sredstva, ki jih sicer nato dobi povrnjena, vendar je to kar velik finančni zalogaj. Večjih naložb v igrišča vzporedno ne morejo izvajati, bodo pa obnavljali izrabljena igrala in klopi. Iztekajoče se leto je priložnost, da osvežimo spomin in preletimo pomembnejše dosežke in uspehe. Leto je bilo seveda bolj ali manj pestro tudi na občinski ravni. Vsakodnevno poročamo o naložbah, odprtih, obnovah in drugih pridobitvah lokalnih skupnosti v jugovzhodni Sloveniji. V današnji anketi smo 10 županov Dolenjske, Bele krajine in Posavja vprašali, po čem si bodo najbolj zapomnili odhajajoče leto. Jutri pa sledi še preostalih 10. Leto 2019 si bom zapomnil predvsem po tem, da sem moral svojo uro nastaviti na bolj počasi. Meni je do zdaj življenje teklo hitreje, pri realizaciji javnih projektov pa ta ura teče bistveno bolj počasi. Mislim pa, da je najbolj zaznamovalo leto prenova sevniškega bazena, ki je pomemben objekt v mestu, pa tudi prenova okolice železniške postaje, tega novega dela mesta, ki je dobil povsem drugo podobo. Leto, v katerem smo odprli glavni trg po res neskončni množici, ki je takrat napolnila mestno jedro. Mislim, da gre za res eno zgodovinski trenutek, ki pomeni nek spodbudo tudi za razvoj na drugih področjih. 2019 je moje prvo leto, ko sem se ponovno vrnil med ljudi kot župan in si ga bom tudi zapomnil, predvsem na račun druženja z ljudmi, z mojimi občani, občankami in tudi z ostalimi. Za občino Brežice je ključnega pomena, da je v letu 2020 uspela pridobiti strateškega partnerja v gospodarstvu. Jaz mislim, da smo najprej uspeli zagotoviti neko stabilnost oziroma tudi odplačati precej dober znesek obveznosti. Zame osebno je največji dosežek podjetnika Milana Pušlarja, ki je odprl novo industrijsko cono. Na osebni ravni pa mi seveda veliko pomeni rojstvo vnuka. Po izvolitvi, da sem postal župan občine Žužemberka, ampak to ne mislim tako, da sem zato pomemben, ampak pomembni so ljudje. Vesel sem predvsem, da smo v občini Mirna prišli do spoznanja, da nujno potrebujemo vrtec, da smo se lotili aktivnosti za nakup prostora za nov otroški vrtec. Najbolj si ga bom zapomnil sigurno, da smo enkrat po teh čudnih letih, ki sem jim preživel na tej občini, prišli do pametnega občinskega sveta, s katerim lahko delam. Dobra in uigrana ekipa predstavlja temeljni pogoj za dosego skupnega cilja. To trdi tudi naš nocojšnji sogovornik v županovi Juri, župan občine Trebnje Alojzij Kastelic. Oddaja bo na sporedu ob 20. uri. Prijeten večer.